Nabiranje kilometrov na Medvoškem dnevu športa. Sestavljamo ekipo prvih posredovalcev. Pestro dogajanje v Evropskem tednu mobilnosti. Odprli medeni vrt v Centru za starejše Medvode. Srednjeveško na Starem gradu Smlednik. Premierni davek na samce na Senici. Odsevi izvora v akvarelu. Jesenske serenade povezale, evfoniji in harmoniko. Dober večer in lepo pozdravljeni v tednu, ko praznujemo državni praznik, ki pa ni dela prost dan. V torek 23. septembra smo namreč praznovali dan slovenskega športa. Uveden je bil na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije in to na dan, ko je leta 2000 na olimpijskih igrah v Sydneyju prvič zaigrala slovenska himna Zdravljica. Med 22 občinami, ki so ta dan prav posebej obeležile s projektom nabiranja kilometrov, je bila tudi naša občina in se odrezala odlično. Gre za skupno akcijo, ki jo je pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenija pripravil javni zavod Sotočje. Današnji dan je praznik, državni praznik in seveda praznik športa in vseh ljudi, ki se ukvarjajo s športom. Zagotovo želimo oziroma je naša pobuda, da bi na ta dan bili čim bolj aktivni in se pa hkrati tudi spomnili vseh naših, medalj ali pa drugih športnih uspehov. Navodila za tokratni slovenski dan športa so bila preprosta. V torek se dobimo na tartanski stezi ob športni dvorani Medvode in prehodimo ali pretečemo, kolikor pač uspemo, kajti vsak korak šteje. In želimo, da bi vsi skupaj bili danes aktivni, ne glede na to, ali gre za tek, kolesarjenje, lahko tudi skiroje ali pa kaj drugega, in da bi tako nabrali čim več kilometrov in pokazali, da smo res najbolj športen narod na svetu. In mi lahko rečem, da smo počaščeni, da je Olimpijski komitej izbral nas za organizatorja. Glavni namen pa je pravzaprav štetje korakov, praznovanje gibanja in beležimo vsak krog in prav zanimivo bo na koncu videti, koliko dodatnih kilometrov smo danes naredili na tem štadionu. Zdaj vidimo, da so prišli učenci oziroma kdo je prav posebej bil mogoče povabljen na današnji dan? Povabljeni so pravzaprav vsi občani, tudi okoliški, seveda ni nujno, da so samo občani, posebej smo nagovorili šole, vrtce in to so danes naši glavni udeleženci. Podobna akcija nabiranja kilometrov se je v torek na dan športa odvijala še v 21 drugih občinah po celotni Sloveniji. Dopoldan naj bi jih torej nabirali predvsem otroci iz vrtca in osnovnih šol, popoldan pa, žal je to preprečil dež, pa še ostala javnost, kdorkoli. V času našega obiska je bila med najbolj vztrajnimi drugošolka Nika Duhovnik. Povej, koliko krogov si danes že otekla? 25. A pa je to zate velik napor? Ja. A veliko tečeš že sicer ali kako? Veliko tečem. Treniraš kakšen tek mogoče? Ne bom še. Zdaj si v katerem razredu? Drugi razred. Ja. In kako da si se danes odločila, da boš kar 25 krogov otekla? Malo sem se potrudila. Pa boš sedaj še kakšen krog naredila ali je to danes dovolj? Za danes je dovolj. Koliko kilometrov boste vi naredili danes? Nekaj smo jih že v avtu, zdaj bomo pa tudi po vseh teh obveznostih tudi še malo bolj aktivni, tudi na tej tartanski stezi. Tako da težko rečem številko, ampak nekaj se jih bo pa zagotovo nabralo. Kako je na tej naši stezi teči? Super je, prostor je res primeren, vidimo, da se dogaja več, da še rolanje imamo, tek, hoja, vsak korak danes šteje. Koliko korakov vi običajno naredite na dan? Vemo, da pravijo 10 000 korakov, ampak ni za vsakega enako, kaj ne? Jaz jih ne štejem, lahko pa rečem, da se kar veliko gibam vsak dan, da je gibanje mi ogromno pomeni in se tudi bistveno bolj počutim ob gibanju. In tek vam je še vedno tisto najpomembnejša oblika ali najljubša oblika? Bom rekla, da mogoče kar hoja v hribe, kolesarstvo, tek.
23. september je bil za državni praznik Slovenski dan športa uveden pred 5 leti na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije. Se je prav na ta dan leta 2000 na olimpijskih igrah v Sydneyju prvič zaigrala slovenska himna. Na katero medaljo ste vi osebno najbolj ponosni? No, v zadnjem letu ali pa zadnjem obdobju zagotovo uspehi recimo Janje Garnbret, ki je tudi naša ambasadorka, pa recimo vseh kolesarjev in tako naprej. Dan športa pa v bistvu praznujemo v spomin na zlate olimpijske medalje iz Sydneyja, Rajmonda Debevca, Luke Špika in pa Iztoka Čopa, ki so takrat v bistvu nekako zaorali ledino, tudi kar se tiče teh največjih uspehov v športu. To je seveda zlata olimpijska medalja, višje gre zelo težko. Jaz bi za svojo najljubšo izbrala srebrno medaljo iz svetovnega prvenstva v Maleziji v gorskem teku. To je bila tudi prva medalja v gorskih tekih za Slovenijo in ta mi res ogromno pomeni. V 4 urah smo v Medvodah pretekli ali prehodili kar 1423 km. Na tartansko atletsko stezo je prišlo več kot 850 tekačev, od najmlajših iz vrtca Medvode, iz osnovne šole Medvode in osnovne šole Perniče, njihovi vzgojitelji in učitelji ter drugi prisotni. Več kot na našem dogodku so kilometrov nabrali le v Velenju. Skoraj da vsak dan beležimo kakšen svetovni dan, danes na primer svetovni dan farmacevtov. 11. septembra je bil svetovni dan prve pomoči, prejšnji teden svetovni dan varnosti pacientov. Danes pa oddajo nadaljujemo s povabilom, da se pridružite ekipi prvih posredovalcev, ki se je v začetku leta vzpostavila pod okriljem civilne zaščite Medvode. Njen namen je bistveno skrajšati čas do prihoda prve nujne pomoči ob nenadnih življenjsko ogrožajočih zdravstvenih stanjih na območju občine. Enota bo vzpostavljena po zgledu dobro delujočih primerov iz nekaterih sosednjih občin. Pred leti se je s tem izzivom ukvarjala tudi Gasilska zveza Medvode, na koncu pa je večina, izjema so bili v prostovoljnem gasilskem društvu Preska Medvode, vendarle precenila, da je oblikovanje ekipe prvih posredovalcev prvenstveno izziv zdravstva. Prostovoljni operativni gasilci pa, med njimi je namreč skoraj 40 bolničarjev, pa že sicer priskočijo na pomoč ob intervencijah, za katere so pristojni, ne morejo pa prevzemati dela zdravstvenega osebja. Ja, civilna zaščita Medvode je že pred leti zaznala oziroma diagnosticirala potrebo po tem, da čim hitreje, se pravi, nudimo neke vrste prvo pomoč ob nekih nujnih zdravstvenih stanjih. Zdaj je dozorelo obdobje ali pa čas, ko imamo na voljo kadre, resurse, ko imamo v zdravstvenem domu odličnega sogovornika in zato smo se odločili pristopiti k izvedbi oziroma vzpostavitvi sistema prvih posredovalcev ob nujnih stanjih. Pobuda za ustanovitev enote prvih posredovalcev v občini Medvode je nastala torej kot odziv na izzive, kako do zagotavljanja nujne medicinske pomoči. Zaradi povečanega prometa, prometnih zastojev in del na cestah se čas do prihoda intervencijskih služb pogosto podaljšuje, kar lahko ogrozi življenje posameznika v primeru nenadnega zdravstvenega zapleta. Da pa bi lahko v Medvodah vzpostavili ekipo nujne medicinske pomoči z reševalnim vozilom, pa so, glede na trenutno stanje, zgolj sanje. Enota prvih posredovalcev zato predstavlja pomemben dodatek obstoječemu sistemu nujne pomoči. Zaradi geografske razširjenosti občine in pa težjih dostopov oziroma dolgotrajnejših dostopov smo se odločili, da te točke nudenja prve pomoči ob nujnih življenjskih stanjih, govorimo o oživljanjih, hudih krvavitvah, približamo ljudem na način, da se prostovoljni pripadniki, ki bodo vključeni v sistem prvih posredovalcev, odzovejo na poziv dispečerskega centra zdravstva oziroma regijskega centra za obveščanje kot dodatna pomoč ekipi nujne medicinske pomoči. Na ta način želimo skrajšati čas prve pomoči, ki jo, se pravi, poškodovanec ali bolnik potrebuje, predvsem v tistih najbolj ogroženih življenjskih stanjih. Projekt poteka v sodelovanju med civilno zaščito Medvode, zdravstvenim domom Medvode in občino Medvode, ki zagotavlja organizacijsko, logistično in strokovno podporo. Enota je trenutno v fazi razvoja, njen cilj pa je oblikovanje učinkovitega omrežja usposobljenih posameznikov, ki bodo lahko hitro in strokovno ukrepali ob nujnih primerih na terenu.
Trenutno velja povabilo vsem polnoletnim občanom ali osebi, ki je redno zaposlena na območju občine Medvode, da se pridružijo ekipi prvih posredovalcev. Trenutno poteka kadrovski nabor vseh občanov, ki jih vabimo k sodelovanju. Zato potrebujejo biti polnoletni, morajo imeti izpit B kategorije in pa veliko volje, se pravi in pa želje za nudenja pomoči sočloveku. Zato ni potrebna nobena dodatna predhodna zdravstvena ali kakršnakoli druga izobrazba, ker bomo mi poskrbeli za usposabljanje in napotitev. Seveda je vse ostalo zaželeno. Tako kot je Gregor povedal, vsak polnoleten občan, ki čuti potrebo, da pomaga sočloveku, občanu, sosedu, je lahko kandidat za prvega posredovalca. Ni potrebno nobeno predhodno znanje, kot je bilo povedano. Mi bomo skrbeli, oziroma s civilno zaščito bomo poskrbeli, da bo prejel ustrezno izobraževanje in po tem izobraževanju bo usposobljen oziroma bo lahko nudil pomoč za ta nujna stanja, torej za pravilno ukrepanje v nezavesti, srčnem zastoju, uporabo avtomatskega defibrilatorja, pa zaustavitev večjih krvavitev. To osnovne zadeve, ki pa lahko ob dolgem prihodu reševalnih vozil iz našega urgentnega centra 10 minut in več lahko rešijo življenje. Izobraževanje ste rekli, koliko je potrebno tega tovrstnega izobraževanja, zato da je prvi posredovalec tudi pripravljen fizično in psihično na to, kaj ga čaka. Ker kot so omenjeni, gre za res samo nekaj v osnovnih življenjsko ogrožajočih stanj, so s temu primerno tudi izobraževanja ne toliko zahtevna. Potreben je nekaj 10-urni tečaj za prve posredovalce, ki ga bo pač izvedel za to usposobljen zavod. In kakšen je trenutni odziv na povabilo? Ja, zdaj prvi te, ki so se odzivali, so bodisi v največji meri gasilci ali pa pač neki zaposleni v zdravstvu ali pa pač neki ljudje, ki jim je blizu pomoč drugim tudi z tega zdravstvenega vidika. Da pač neki poklici, ki so vezani delno na prvo pomoč, kakšni bolničari z drugih področji, tudi kakšen, ki se ga je zanimalo gorsko reševalstvo ali kaj takega. Torej, že nekaj izkušnjami večinoma, nekateri so pa res povsem brez izkušenj, pa pač samo z željo pomagati in pripravljenostjo, da se izobrazijo. Odziv je v redu, dober za začetek. V skoraj vsakem kraju v občini se je našel kdo, ki je pripravljen pomagati, ki se je pripravljen vključiti zraven k prvim posredovalcem. Bi bili pa vsaj zaenkrat zelo veseli, če bi se pridružil še kdo iz kraja Sora oziroma tam okolice, ker tam je pa zaenkrat največji manko. Sistem prvih posredovalcev naj bi začel delovati z novim letom. Ko pride klic na številko 112, se pravi do dispečerskega centra zdravstva, le-ta aktivira prostovoljne pripadnike, ki se potem na podlagi poziva odzovejo na bližino samega dogodka. Se pravi, če bo nekdo imel nujno življenjsko stanje v nekje, recimo na Katarini v Pohograjcih, bodo tisti pripadniki, ki bodo prejeli poziv iz tistega konca, se najprej in seveda najhitreje odzvali. Ta mreža je pomembna, zato vabimo ljudi iz celotne občine, ne samo iz osrednjega, in je tudi cilj tega, da celotno mrežo po celi občini razpredemo s prvimi posredovalci. Za več informacij in prijavo se obrnite na Medvoško civilno zaščito. V tem tednu v ponedeljek smo obeležili tudi Svetovni dan brez avtomobila, s katerim se je zaključil Evropski teden mobilnosti. V naši občini se je sicer teden tudi letos razširil v okoljevarstveni mesec, ki ga po novem imenujemo kar Zeleni september. Tako kot prejšnja leta smo v Medvodah tudi letos temo Evropskega tedna mobilnosti nadgradili s temami trajnostnega vidika, kot so skrb za živali ter okolje, zdravje in rekreacija, trajnostna mobilnost, varnost v prometu, varčevanje in ponovna uporaba reči. Tako kot v prejšnjih oddajah tudi tokrat nadaljujemo z nekaterimi dogodki iz bogatega programa Zelenega septembra. Občina Medvode se je prvič uradno pridružila Evropskemu tednu mobilnosti leta 2016 in od takrat dalje postala ena najbolj aktivnih občin. Tudi letos koordinator Gregor Rozman poroča o samih pozitivnih odzivih, tako na strani organizatorjev kot udeležencev. Vsako leto sem bolj zadovoljen, zaradi tega, ker imamo občutek, da je skozi več sodelujočih, skozi več so ljudje osveščeni, da je treba
iti naproti planetu, ne, da to izkoriščanje in onesnaževanje ne pelje daleč, ne, ker konec koncev nimamo novega planeta nekje na banki ali pa tako, kot gremo po lesu v gozdu, ki se samo obnavlja, planet se ne bo samo obnovil. Ker se je z leti dogajanje v naši občini razširilo ne le časovno na celoten september, ampak tudi tematsko, tudi na druge okolju trajnostno prijazne vsebine, se september že drugo leto zapored v naši občini imenuje Zeleni september. Vanj se na različne načine vključujejo tudi zaposleni v občinski upravi. Da s sabo prinesejo malico, na voljo imamo tudi v bistvu hladilnik, kjer se v bistvu shrani, se pravi v bistvu, da se uporabi čim manj embalaže za enkratno uporabo, da se v službo prihaja s kolesi. Za vse to nam pomagajo tudi v bistvu številni občani. Sploh moram tukaj pohvaliti recimo Barbara Obališ-Markovič, ki je tudi v bistvu predlagala enomesečne izmenjevalnice, ki so se zdaj med občani res dobro prijele. Se pravi v bistvu, da se oblačila ponovno uporabijo. V glavnem vsaka stvar, ki jo pač v bistvu človek vidi, tudi če ne vem, lonček za rože, karkoli, če uporabi le malo domišljije in če le razmišlja trajnostno, lahko uporabi ponovno in ta način mišljenja na občini zelo spodbujamo. Na ponedeljkov dan brez avtomobila so se občinski uslužbenci pridružili tudi telovatkam v Oranžnem in se na teren odpravili s kolesom. Anja Čerin-Devjak in Barbara Bališ-Markovič pod pokroviteljstvom občine in s pomočjo režijskega obrata že sicer vodita dejavnosti ponovne uporabe v naši občini, pod okrilje katere sodita tudi vsakomesečna izmenjevalnica oblačil, kot v Evropskem tednu mobilnosti zbiralnik nedelujoče elektronske opreme, ki je bil 2 dneva postavljen na parkirišču pred knjižnico. Servisiranje, ponovna uporaba, souporaba in recikliranje, to so sicer 4 največji hiti krožnega gospodarstva, kot ga sicer promovirajo v podjetju ZEOS, podjetju za ravnanje z odpadki, ki je bilo ustanovljeno na podlagi direktive Evropskega parlamenta in sveta o odpadni električni in elektronski opremi. Lansko leto so v Medvodah zbrali skorajda 1,5 tono tovrstnih odpadkov. Pod okriljem Evropskega tedna mobilnosti se je 2-krat, najprej na Topolu in drugič v Preski, z izhodiščno točko pri Taborniški hiški odvil tudi projekt Zdravilni gozdni koraki. Skupni projekt Zdravstvenega doma Medvode in predvsem Zavoda za širjenje zaznavanja notranjega miru, katerega najvidnejši protagonist je Jakob Šubic, pešec s Katarine. Kako ste danes prišli na tole začetno točko? Peš iz Topola. Je to vaša običajna pot, oziroma, če bi rekli, na dan ste rekli pol ure, ampak vi najbrž prehodite bistveno več. Ja, 3 ure vsaj na dan. Cilj dogodka je bil dokazati, kako blagodejno na nas vpliva hoja po gozdu. Če gremo mi na sprehod skozi gozd, kako to vpliva na nas? Zdaj nekaj se morda da zmeriti, ampak so to tako počasne spremembe, da je zelo težko, da bo to pokazali, ne? Ampak sami občutki, tisti pa lahko mi izrazimo, nazadnje na Topolu je večina rekla, da se zaveda, da bi bilo fajn bolj počas hoditi, pa da vidiš stvari okrog sebe. Se pravi, da se zavedamo, če peš hodimo, je to dobro za naše zdravje in če malo bolj pozorno hodimo, ne, pa več vidimo, ne glede na to, smo v gozdu ali v mestu. Predstavljene so bile tudi preproste vaje za lažje soočanje s tokom misli. Tako na začetku kot na koncu hoje po gozdu je bilo možno izmeriti srčni utrip, krvni tlak, predvsem pomenljiv pa je bil v tem primeru podatek o količini kisika v krvi. Pri večini ga je bilo za kakšen odstotek več. Na koncu pa je vsak izmed udeležencev tudi delil svoje misli. Prepovedano je pa bilo pogovarjanje, dogovarjanje, svetovanje, pomoč in tako naprej. In je zelo zanimive stvari so prišle na dan. Ne. V glavnem v tem smislu, ne, koliko je več življenja, če si počasnejši. Ne, če se ustaviš, samo en korak narediš bolj počas, pa malo pogledaš okrog sebe. Ne.
Stalnica Evropskega tedna mobilnosti je tudi sprehod s štirinožnimi prijatelji pod okriljem Društva za varovanje okolja in pomoč živalim v stiski Rex in Mila, ki ga prav tako običajno vodi Nika Bergant, med drugim ustanoviteljica pasje šole Šnof, sprehajalka v zavetišču Ljubljana in tudi prostovoljka v društvu Hrti svet. Zato so tudi na četrtkovem sprehodu prevladovali hrti. Tako da tele hrtke, ta večje hrtke, ki jih vidite, so vsi posvojeni, našli svoj dom iz Irske ali pa Španije v Sloveniji in zdaj takole uživajo na takih družabnih sprehodih. Pa bom vprašala, kdo je dober posvojitelj? Dober posvojitelj je predvsem tisti, ki ima dovolj časa, bi jaz rekla. Hkrati tudi nekaj finančnega zaledja, pes je tudi finančni zalogaj, pa nekdo, ki se je pripravljen učiti, da gre v korak s časom, da se nauči, kako primerno skrbeti za tega psa. Je kakšna novost od prejšnjega leta do letošnjega leta, kakšno novo spoznanje, ko ste rekli, ja, to pa do zdaj še nismo vedeli? Ja, v bistvu je precej novosti, predvsem na področju tega, kako razumemo pasje gibanje v povezavi z vedenjem. In sicer na podlagi pasjega gibanja lahko sklepamo na določene bolečine ali pa določene nelagodja v pasjem telesu, ki pa potem, tako kot pri nas, vplivajo na to, kako se počutijo, kako ta svoje vedenja izražajo in tudi kako izražajo svoja ekstremna vedenja. Rečemo, reaktivnost je zelo pogosto povezana s tem, kako se pes počuti. Če ima neke bolečine zaradi prevelike aktivnosti, zaradi teka na drsečih površinah, so precej bolj nagnjeni k temu, da so nepotrpežljivi do dotikov, nepotrpežljivi do drugih psov in če vzamemo to v obzir, pa naslovimo vzrok, potem lažje se znebimo reaktivnosti, dobimo mirnega psa, s katerim je lahko živeti, pa prijetno živeti konec koncev. Kaj je najbolj običajna napaka, ki jo mi naredimo doma? Ja, ena zelo pogosta napaka, še posebej za delovne pasme, je, da jih ljudje pretirajo. Da ljudje pretiravajo z gibanjem, z aktivnostmi, sploh z aktivnostmi, ki so tako zelo visoko intenzivne, naprimer lovljenje žoge. In ne poskrbijo pa za regeneracijo, za počitek, je v bistvu pes konstantno v gibanju, nikoli ne počiva in jaz bi rekla, to je glavna stvar, da tudi resne delovne pasme rabijo počitek. Danes boste šli temu primerno na kakšen sprehod? Danes smo šli na družabni sprehod v pasjem tempu, kar pomeni, da se bomo prilagodili tempu psov, tudi tistim, ki imajo krajše tačke. Bomo hodili v takem tempu, da bojo lahko psi vohali, da bojo izražali naravna vedenja, vohali tudi lulanje drugih psov, med sabo komunicirali in se imeli fajn. Sprehod je zelo pomemben za psa, sploh takle družabni sprehod, kjer imajo možnost stika z drugimi psi. Psi so tako kot mi, visoko socialna bitja, rabijo pripadnike svoje vrste, s katerimi se lahko družijo. Se imajo možnost tudi ne družiti, se pravi, imajo možnost reči, ne hvala, ti mi nisi všeč. Se pravi, da imajo ta balans med tem, da lahko pristopijo k psu, ampak lahko pa tudi odklonijo in je to tudi čisto okej. So pa seveda psi odlični motivatorji, da se vsak dan odpravimo na sprehod. Tokratni jih je vodil od knjižnice Medvode čez Medvoški log do toplega izvira Straža, kjer je bil kratek okrepčilni oddih in potem umirjeno nazaj. In še ena novica, ki pa ni najbolj trajnostno usmerjena. S 1. oktobrom začne veljati višja cena enkratnih voženj v ljubljanskem potniškem prometu. Cena v prvi coni, kamor sodi tudi občina Medvode, se bo povišala na 1,5 evra, v drugi coni na 2,5 evra in v tretji coni na 3,5 evra. Cene terminskih vozovnic, mesečnih, letnih in šolskih, ki jih uporablja večina potnikov, pa se niso spremenile že od leta 2010 in ostajajo nespremenjene tudi po uvedbi nove cenovne ureditve. Nekaj dogodkov zelenega septembra smo prihranili še za prihodnjo oddajo. Danes pa nadaljujemo s tradicionalnim jesenskim testom hoje v izvedbi Zdravstvenega doma Medvode, ki je po novem uvrščen v program Evropskega tedna mobilnosti. Zdravstveni dom Medvode je že od leta 2002 pričel z izvajanjem zdravstveno-vzgojnega programa za odraslo populacijo z naslovom Promocija zdravja, ki sta ga takrat za celotno državo pripravila Ministrstvo za zdravje in projekt Sindi Slovenije.
Tako se je v soboto že tradicionalno odvil test hoje, ki poteka na Bonovcu. Opravimo najprej meritev krvnega tlaka, potem vzamemo osebne podatke, izpolni se vprašalnik o zdravstvenem stanju, potem oseba s temi podatki gre na štart, kjer se s sestro dogovori, kdaj bo štartal, potem hodi 2 kilometra in ob povratku se podatki vnesejo v poseben program, ki izračuna samo telesno zmogljivost osebe, glede na spol, starost, težo in pa višino, in pa seveda prehojeni čas in srčni utrip, ker je le test za srčno-žilno zmogljivost. Preizkus hoje na 2 km je enostaven, natančen, varen in ponovljiv test, na katerem sodelujete s pomočjo tako hitre hoje, kot jo zmorete, da pri tem ne ogrožate svojega zdravja. Udeležence smo pa vprašali, kako jim je šlo. Torej, danes ste se tukaj udeležili testa hoje, povejte, kako je šlo, ste se prej kaj pripravljali na ta izziv? Pravzaprav se nisem pripravljala, ampak sem kar dosti aktivna v življenju, tako da je šlo brez težav. Bi šel še kakšen krog, če bi bilo treba, ne? Oziroma, če bi bilo tako določeno. Ne? Kako pa sicer skrbite za psihofizično zdravje v vsakdanu? Ja, dela je dovolj. Gibanja, hočem reči, gibanja je dovolj, doma sem majčkeno v hribčku, a ne, tako da lahko to izkoristim tudi, a ne, malo potelovadim tudi, a ne, pa zdravo, skušam zdravo jesti. Ja, zelo sem zadovoljna, da sem šla, ker že nekaj let nisem bila, sicer vreme ni najboljše, ampak mogoče je bilo še boljše, da ni bilo vročine. Kako pa sicer skrbite za psihofizično pripravljenost v vsakdanjem življenju? Ja, probam biti aktivna, kar ni težko, ker imamo psa in tako naprej. In zdaj bom šla malo na telovadbo, se bo že začela, kolesarjem, smučam. Zakaj se vam zdijo pomembne take akcije, da se izvajajo? Predvsem zato, da se ljudi spodbudi k večji telesni aktivnosti. Zelo smo v sedečem življenjskem slogu, odkar imamo avtomobile in je mobilnost malo drugačna, tako da želimo predvsem res spodbuditi zdrav življenjski slog. Če takole čez palec oceniva, se vam zdi, da se izboljšuje ta ozaveščenost o potrebi gibanja ali gremo na slabše kot mogoče na občinski? Zdaj, glede na to, da smo kar nekaj sprehajalcev tudi danes videli, ki se niso želeli testirati, pomeni, da pač se zaveda splošna javnost, da je gibanje pomembno, še vseeno bi si pa želeli, da bi bilo tega več. Udeleženci sobotnega testa hoje pa so imeli možnost meritev holesterola in obnovitve znanja temeljnih postopkov oživljanja. Čeprav je mesec požarne varnosti oktober, so bili medvoški gasilci zelo aktivni že septembra. Domači gasilci so se pomerili na občinskem tekmovanju, ki je namenjeno predvsem druženju in osvajanju novega znanja. Tekmovanje je potekalo na sončno soboto na Zbiljskem jezeru, kjer so se zbrali gasilci iz Gasilske zveze Medvode in Gasilske zveze Vodice. Ja, tradicionalno tekmujemo vsa društva iz Gasilske zveze Medvode in iz Gasilske zveze Vodice. Letos je pri nam člansko tekmovanje, ki se izmenjamo, enkrat je pri njih, enkrat pri nam. Tako da, ja, ekipe, 26 prijavljenih ekip imamo iz obeh zvez, tako da smo že rekli tradicionalno. A kako pa poteka organizacija enega takega tekmovanja? V bistvu organizator je v tem primeru PGD Zbilje, spravi naši pridni člani in članice so pomagali nam en dan prej že proge postaviti, tekmovalne proge, in danes še ostalo, infrastrukturo, če tako lahko rečem. Torej, danes ste tukaj bolj v vlogi gostov, ne? Kako se počutite, kako je sama organizacija v primerjavi, kadar Vodice organizirajo? Smo veseli sodelovanja z Gasilsko zvezo Medvode, da letno eno tekmovanje organizirajo oni, eno tekmovanje Gasilska zveza Vodice, tako da smo veseli, da si lahko malo podelimo področja, pa en drugemu malo dela prehranimo. Tekmovanja morajo biti izvedena, še posebej, kadar se štejejo za cikel in naprej za naslednjo tekmovanje, tako da smo veseli, da z Medvodami dobro sodelujemo in se želimo, da se ta tradicija tudi še ohranja. Vreme je bilo resnično naklonjeno organizatorjem iz domačega društva PGD Zbilje, ki so pod okriljem Gasilske zveze Medvode izpeljali organizacijo občinskega članskega tekmovanja, ki so se ga udeležili člani in članice. Tekmovanje je za vami, kako je šlo danes in kako ste se pripravljali na to tekmo? Šlo je super, pripravljali smo se pa, kolikor nam je čas dopustil, smo pač mamice, a ne? Tako da
Super, super. Pripravljali smo se 2 dni, 2-krat smo vrgli, odlično nam je šlo, brez kazenskih, trenutno smo absolutno prvi, tako da to je to. In kakšni so občutki tik pred štartom, kako premagujete tremo, če jo sploh kaj je? Saj nimamo treme, smo že v teh letih, da je nimamo več. Ekipe so se pomerile v 3 različnih disciplinah. V gasilski vaji, kjer so prikazali poznavanje rokovanja z orodjem, sledil je hitrostni preizkus na štafeti in še vaja razvrščanja. Gasilsko tekmovanje pa ni samo druženje in pridobivanje novega znanja. Je tudi priložnost za predstavitev gasilske dejavnosti novim članom, ki so jih vedno veseli. Med članskimi vrstami žal zanimanje malo pada. Vse večji je upad pri operativcih. Imamo veliko pionirjev, pri mladincih se že opazi, da zanimanje upada, potem pa spet pri članih, mogoče med študijskimi leti jih je najmanj, pol pa se izšolajo, ko dobijo službe, se pa spet malo začnejo vračati med gasilce. Kaj je namen takih druženj gasilskih po vašem mnenju? Kaj je dodana vrednost takšnega dne? Ja, namen je to prvo druženje, preverjanje opreme, preverjanje sposobnosti in seveda ohranjanje naše kondicije, da smo lahko vedno v dobri formi. In po do sedaj videnem, v kakšni formi so medvoški in vodiški gasilci? Ja, kolikor jaz vidim, vrhunski, pripravljeni, natrenirani, tako da odlična forma. Na koncu pa so slavili člani in članice PGD Spodnje Pirniče Vikrče za vrh, pri članicah B dekleta iz Bil, pri članih B pa Spodnje Pirniče Vikrče za vrh. Preteklo soboto je bilo na Starem gradu Smlednik pestro dogajanje, ki je privabilo veliko število obiskovalcev. Ti so si lahko ogledali različne spretnosti in veščine življenja v srednjem veku, ki so jih prikazali člani kulturnega društva igralska skupina Viteza Gašperja Lambergarja z Bleda. Preizkusili so se lahko v metanju sekir, lokostrelstvu, srednjeveškem fliperju in metanju podkev. Na stojnici pisarja Janeza Rozmana so si natisnili pismo s srednjeveškim tiskalnim strojem in se preizkusili v kaligrafiji. Ogledali so si nastope srednjeveških plesov, prikaz mečevanja vitezov in bruhanja ter požiranja ognja. Za nekaj lokalnih dobrot pa so poskrbeli člani domačega turističnega društva, ki so skuhali grajski lonec in šmoren ter pripravili nekaj stojnic z lokalnimi izdelki. Za prijeten zaključek dneva pa so poskrbeli še z obredom trgatve grajske trtke, potomke najstarejše trte na svetu z Lenta. Tradicionalno je bilo v septembru na Starem gradu tekmovanje v kuhanju grajskega lonca. Letos pa so se v turističnem društvu Smlednik, ki dogodek organizira skupaj s krajevno skupnostjo Smlednik, odločili, da naredijo nekoliko drugačen dogodek. Od običajnega grajskega lonca smo loncu malo vzeli, se pravi tekmovalno zadevo, kuhali smo liko lonc, dodali smo pa temo viteške igre pod grajskimi zidovi, da je malo spremembe vsega tega in pa, ker je ta cajt, smo zraven umestili še res vinske trte. Turistično društvo Smlednik se je pred 2 letoma povezalo z društvom ljubiteljev potomk stare trte Mladovita Dorenberg in od tedaj tudi v zavetju Starega gradu raste ena od potomk te svetovno znane trte z Lenta. Temu društvu smo povezani društva, ki imajo to trto, najstarejšo trto in potem tole dnevno, danes so že imeli res v duplah preh in pa dnevno hodimo vsa društva obiskovati oziroma rezati trto, da sodelujemo skupaj. Da smo skupaj povezani, da sodelujemo, da je to nekakšen tak malo bolj resen običaj in navada. Da je tudi skrb za potomke najstarejše trte sila resen dogodek, dokazuje tudi to, da rast potomk redno spremlja tudi čuvaj oziroma ovtar stare trte, ki je na Stari grad prišel tudi tokrat. Za tole sem pa pred 2 letoma jo jaz lastnoročno posadil in gospod Mali me je pooblastil, da zdaj moram pa vsako leto priti sem, rezati, okapati, brati, čuvati. Samo malo je razdalja, ampak se da vse, kjer je volja, tam je moč. V kakšnem stanju je? Danes je v lepem stanju,
za nas vinogradnike, za ljudi pa vsak reči, kako je malo, kako je malo. Ne, iz malega raste veliko. In kljub temu, da je trta še majhna, je že obrodila nekaj malega, da so lahko izvedli slovesni obred trgatve, ki je bil letos kar mesec dni prej, kot so trgatve običajno. Ovtar Slavek, kot rečeno, spremlja rast potomk trte, katere čuvaj je, med letom pa morajo zanjo seveda skrbeti domačini. Vsaka občina ali pa vsak lastnik cepiča ima tudi svojega gospodarja pa svojega delavca. Če je kaj hudega, te pač kličejo mene. Slavek, rabim novo trto, rabim to, ker najhujše je to. Dajo v zemljo, pol pa pozabijo. Z trto se pa moraš pogovarjati. Če češ, da boš lepo imel, moraš jo vsaj enkrat na teden vsaj videti, ne, ker to je tako žena. Če je ne okapleš, gre ona, ne? Tako je to. Če pravite, da je stanje trte odvisno od tega, če se tisti, ki skrbi zanjo, z njo pogovarja, mislite, da se smleški skrbnik pogovarja z njo? Da. Gospod Mali že ve, kaj dela. Stari grad ima torej še eno znamenitost, ki je tudi skrbno varovana, saj je potomka stare trte skrita za ograjo, da je ne bi kak radoveden obiskovalec poškodoval. Potomko oziroma cepičev stare trte so po celem svetu razdelili že prek 250 in ena teh je torej tudi v naši občini. Moje osebno mnenje je bilo zato, ker po pogovoru oziroma sem bil vabljen na Bled, na grad, kjer tudi raste trta. So me vprašali, če bi tudi v Smledenk hotel imeti in sem bil pred za in so mi takoj skrbeli cepič. No, to je bilo 2 leti nazaj, smo posadili in da raste. Namreč fajn je, ali raste tam nekje, ne vem kje, ali pa v Grajskem zidovu. In ta trta ima sedaj takšno grozdje, da je vino nekakšno, bom rekla, mešanica smleško, štajersko. Ja, to je pač trta tista najstarejša na svetu. To vino ni kakšno vrhunsko, ne, ima pa dušo. Vino potomke stare trte je menda okusno in pitno, ne sodi pa med vrhunska vina, da si ravno je vino stare trte z Lenta zelo cenjeno protokolarno darilo. Zagotovo je bila torej tudi trgatev male potomke najstarejše v Guinnessovo knjigo rekordov vpisane trte, eden od razlogov, da je dogodku prisostvovalo veliko število obiskovalcev srednjeveškega dne pod Grajskimi zidovi, največ najmlajših pa je seveda pritegnilo dopoldansko dogajanje. Dopoldan nad pričakovanji z ozirom na to, da je danes tako vreme, ki ga izkoriščajo še zadnji vikend na morju. Veliko nam je takih obiskovalcev šlo na morje, ja. In kljub temu smo imeli obiskovalce in tisti, ki je bilo kar veliko, in so zadovoljni s to predstavo ter vitezov Lambergarjev z Bleda, ki so pokazali od 10:30, pa zdaj so končali to zgodbo in ne vem, se mi zdi, kakor sem med drugimi slišal, da je to bilo zanimivo in so pozdravili to. Stari grad Smlednik, katerega ruševine danes opominjajo na zgodovinsko vrednost tega lepega primera srednjeveških gradov, je ena najbolj markantnih turističnih točk v občini, ki predvsem v jeseni pritegne številne obiskovalce, saj je pot ravno prav dolga za male rekreacije, na vrhu pa jih čaka tudi okrepčilo in čudovit razgled na okoliške kraje. Stari grad v Smledniku je najbolj zanimiv v jeseni, zaprav, ko se začne šola, pa tam, bom rekel, dokler je znosno vreme, ker je poletja ni, ne, pa tudi poletje vroče, ne zahajajo. V jesenskem času pa hodijo na sprehode, se pravi, ker ni več, se ohladi na morju, ne. So pa takale izletniške točke dobro obiskane. Člani turističnega društva Smlednik se trudijo, da je ponudba na Starem gradu primerna za vse obiskovalce, ki pridejo gor. Se mi zdi, da z leti kar lepo dopolnjujete to vašo ponudbo tukaj. Kakšne so še želje, kako si želite razviti to območje, najbrž kar velike, več kot je možno? Eno so želje, možnosti so druge.
Jaz bom tako rekel, jaz osebno sem še želel tam tiste nastrešek narediti, da se upade, prej je bila platnena streha, tam če ste videli. Zdaj nekje vse v istem, ista ogrodja, ista streha, vse da lepo povezuje z drugim. To je en krog, tle tudi. Zdaj nekako tle tista infrastruktura narejena, kaj več ne smemo. Edino, kar je taka večga, ki še nas čaka, je seveda stolp. Tam je pa malo večji zalogaj. Dočim tole pa, če smo naredili, malo polepšali, pa da bomo lahko vzdrževali, sem jaz zelo vesel. Na temo obnove gradu oziroma stolpa sta že narejeni kar 2 diplomski nalogi. In strani Zavoda za kulturno dediščino so v Turističnem društvu Smlednik dobili zagotovilo, da bi lahko načrti v katerikoli izmed obeh nalog bili primerni za osnovo za nadaljevanje obnove. Manjkajo torej le še finance in za to investicijo bo zagotovo potrebno tudi financiranje z evropskimi sredstvi. Sniški gledališčniki so nas povabili na novo predstavo Pod milim nebom. Navajeni smo že njihovih predstav na prostem in tega, da se v uprizoritvah radi zatekajo k preverjenim receptom za uspeh. Tudi tokrat ni bilo nič drugače. Komedija Davek na samce je najnovejšo adaptacijo, že 4. na Senici, tokrat pod taktirko režiserja Žige Sedmaka doživela s premiero prejšnji četrtek. Gledališka skupina Kuda Fransaleški Finžgar Senica je pretekli četrtek navdušila zbrano množico na enem od 2 tradicionalnih prizorišč Sniškega teatra Pod milim nebom na igrišču pred domom krajevne skupnosti. Povedano drugače, premiera komedije Davek na samce je uspela. Vsaka premiera je rojstvo. Jaz sem imel svoj užitek včerajšnjo vajo, ker je pač zadnja. Danes ne smem posredovati, ker je premiera in danes je praznik za igralce in to je od nekdaj tako in tako tudi bo. Praznik igralcev pa so protagonisti v glavnih vlogah, predkanih sosedov Štefana in Klare, ki zasnujeta ženitev 2 samcev s Katarine, Blaža in Gašperja in ki skrbijo za kopico komičnih pripetljajev na odru ter odlično poganjajo kolesje predstave, doživeli takole. Premiera je za vami, občutki? Krasni, super. Fino smo izpeljali, veliko je bilo ljudi, dobra publika. Meni fino. Jaz se kar strinjam. Ja, glede na to, kako so bile vaje, je bilo vrhunsko. Moj občutek je bil danes res božanski. Medtem ko Boštjan že kar nekaj izkušenj ima v teatru, pa ti prvič se soočaš, kako je bilo pri tebi? Tudi lahko rečem, da vrhunsko. Bilo je prisotne neke treme, ampak enkrat stopiš na oder, pol stvar steče, ampak ja, super. Že z veseljem pričakujem naslednje predstave. A pa sti purajto, kako se te 2 lisice zadnje cajte šoperta. Jaz te povem, da ima ta nekaj za bregam. Mirkat morva, da ne bi te 2 lisice postale ta glavne prvajte. To bil hudič. Bog ne daj se, veste, kako pravijo, ker je baba gospodar, tam je ta prav grunt. Je stara nerde. No, a pa sta rekla, da kar lepo živita tukaj zgori s svojima deklama. Če bo tako ostali, se nekaj pritoževati, eto Gašper. Res je. No, ko pa pridete nov zakon na svetlo, pol pa ne več tako lepo. Nov zakon? Pa vse drugač. Nov zakon? Kakšen zakon pa ti misliš, kaj? No, zakon pač. Pa glih zdaj ga sprejemajo, pa še glih vaja se tiče ta zakon. Izvirni motiv za besedilo predstave je članek, ki se je pred približno 100 leti pojavil v nekem ameriškem časopisu in je bralce v slovenskem jeziku seznanil z uvedbo davka na vse samske in neporočene moške. Novica je z nekaj zamude pretresla tudi slovenska tla in leta 1956 so Sničani prvič uprizorili komedijo Davek na samce, takrat sicer v Sori, nato pa še 2-krat, leta 2003 in leta 2010 na Senici. In zakaj torej še v 4? Čisto preprosto. Se mi zdi, da v današnjem svetu smo, ne znam drugače reči, kot zategnjeni preveč in rabimo sprostitev. Mogoče je bilo to malo ene protiuteži lanski Antigoni Združenega medvoškega gledališča, ki je bila vrhunska, na vseh nivojih vrhunska, ampak težka. In se mi zdi, da ljudje danes to težo predstave težko jemljajo. Zato je treba vsake toliko časa pa kakšno kmečko, veselo igro, sproščeno, s preprostim tekstom, pa mogoče potem zahtevnejša situacijsko komiko, dati na oder, ali pa z navadnim prcem smo videli danes, da je to največji smeh poželj.
je to tisto, kar rabimo, da se sprostimo, sploh v današnjem času, ko smo toliko preveč preobremenjeni. No? V gledališkem listu je režiser predstavi na pot zapisal, da je posvečena igralcem, katerim se priklanja in podreja zaradi njihove ljubezni do igranja. Odrsko življenje in gibanje oseb se spogleduje in naslanja na vsakodnevna ter naravna delovna opravila. Govorni izraz je naraven in lokalen, monokromatska scenografija pa kot podoba krajine ne sili v ospredje, ampak zgolj podpira igralce in jim tako odpira odrski prostor. Spraševal sem se, kako s tem tekstom danes narediti, v 21. stoletju, za urbano, neurbano okolje. Spraševal sem se, ali to iti z neko tradicijo, kjer so kozovci, kupi sena, traktori na odru, nisem si tega želel. In sem naredil neko podobo scene. Kot to ni scena, to je podoba scene. In kontraluči, se pravi zadnje luči, ki delajo telo, tukaj ni, ker ni mogoče. Zato sem pač si nekako zmislil, da pač skozi scenske elemente prihaja kontrasvetloba, da dobijo telo, da oni in imajo vso mizensceno, imajo v bistvu odprto in da se na ta način najboljše izrazijo. Se je pa režiser Sedmak, uvožen na Senico iz Maribora, ki ima sicer bogate izkušnje tudi iz šentjakobskega gledališča, prvič soočil z uprizoritvijo predstave na prostem, ki je že sama po sebi poseben izziv, drugačen od klasične odrske postavitve. Zagotovo nisem vedel, da znotraj termina predstave letita 2 letala, ne vem kam, Frankfurt, tega nisem vedel. Je posebno zato, ker je pač sličnost slaba, ker je enostavno drugače, ker ni odmeva. Je pa res, da sem to predstavo naredil tako, da lahko gostuje tako noter kot zunaj. In se mi zdi, da če bodo sreča mila, da bodo le se kam uvrstili ali pa gostovali v kakem teatru. Mislim, za njih bi bilo to, za igralce posebej, v bistvu ena velika sreča. Priprava predstave pa ni minila brez zapletov. Premiera je bila sprva planirana že v juniju, a so se pojavile znane težave ljubiteljskih gledališč, zapolnitev vseh igralskih mest. Tudi tako je, oni so si zastavili tekst, ki ima 14 oseb, kar je masovka. In za tak kraj je to blazno težko. Mi smo imeli, recimo, na prvi bralni vaji je bilo 80% ekipe, kar se še ni mi zgodilo, pa tudi v katerikoli ekipi sem bil, na prvi bralni vaji so vsi, ker enostavno pač ni bilo ljudi. Ali pa so prišli, pa ne morejo, pa se predstava, dejansko bi mogla biti predstava junija. In potem pridejo nove težave, ker so si ljudje zaplanirali september, ne vem, za nekaj. Tako da je kar, moram reči, da imajo, ko so se za to odločili, so dejansko dali vse na stran, pa vso slabo voljo na stran, ne vso, kar je logično, so ljudje, ampak dejansko so šli čez vse, kar je možno. Navadno je v amaterski kulturi, oziroma ljubiteljski kulturi tako, da pač in družina in delo nekaj ob stran, pa pol, da pač projekt rata. In jim je ratal in sem zelo vesel, da jim je. Premiera jim je po intenzivnih pripravah od konca poletja dalje uspela v vremensko nepredvidljivem in muhastem septembru, ob čimer so imeli neizmerno srečo, da so prav vse dosedanje predstave 4 v 4 zaporednih večerih odigrali brez vremensko pogojenih težav. Je bilo kaj mogoče strahu? Ta strah je imel toliko velike oči, kot cela Snica, po mojem. 15. avgusta, ko smo se dobili, je bilo govora samo še o tem, v katero dvorano to lahko preselimo. Ampak pol na koncu, kot predsednik, moraš biti malo trmast, pa malo po svoje, se sicer posvetovati, ampak na koncu sprejeti odločitev. Ne sem rekel nič, če smo se namenili, da bo zunaj in evo, še 2 dni nazaj je bilo tlele, da ni bilo zasedeti, danes, tako kot je treba, in verjamem, da bo vseh 7 uprizorjenih in vseh 7 polnih, kot danes. V tokratni igralski zasedbi nastopajo 3 člani 2. in 3. zasedbe Davka na samce, Martina Čerešnik-Vidovič, Janez Padar in Marija Kunstelj. V 3. je nastopila tudi Frančiška Oblak. Preostali so se tokrat prvič soočili z besedilom, nekateri pa so celo prvič stali na odrskih deskah. To je tako. Nekateri igralci seveda so tu že igrali, so imeli že nekaj premier in imajo ne vem koliko ponovitev za sabo. Mislim, da pa 3, 4 ali skoraj 5, pa niti ene. In po je to en tak velik razkorak
medtem na kak način igramo, kaj se gremo, kako bomo to igrali. In smo mogli iti res nazaj na bazično gledališko tehniko in preko te ljudi pač sprostiti toliko, da so dejansko organski, da so ne vem, meni so v redu. Mojo vlogo je prej igral Križaj, ne? Kako je Franci? Franci Križajev. In to je gospod pri svojih rosnih nekaterih letih, jaz sem pa pri svojih rosnih drugačnih letih. To je precej fina razlika v letih. Ja, ne, meni se zdi težko, jaz sicer nisem imela časti gledati nobene predstave prej, ampak je težko sploh zaradi tega, ker so vsi ljudje bili tako, ja, zakon, davek na samce, to je pa ful smešen in pa si tako, ojoj, zdaj pa res moramo dobro narediti, ker če ne bo v redu. In ja, sam se mi zdi, glede na to, koliko se je publika smejala, se mi zdi, da smo kar bili v redu. Še tako vzdušje v ekipi, kar nekaj vas je, ne samo na odru, tudi za odrom. Kako je bilo delati v bistvu teh nekaj tednov, mesecev tole predstavo? Meni je ful dobro, ker so novi obrazi, ker so malo drugi ljudje, pa dobro, mogoče so prvič, pa je malo težje, ampak se mi zdi, da so bili dobro zbrani ljudje, pa da je čudovita energija. Mislim, med nami res dobro. Ja, jaz se strinjam, baš res in sploh točno to, jaz bi res pohvalila tele, ki so na novo prišli, tako dobro so noter padali, točno vejo, kaj morajo delati, super, ful zagnani, ful je neke nove energije, ki pač ti si že tako, ok, ja se veš, kaj bo, kaj sledi, oni so pa tako še neko novo vnemo ti dajo, ja, dajmo in je zakon. Mene so pač mislim, da je bila ena vloga dana nazaj, pa so potem mene poklicali, sem v bistvu tik začetku julija začel s bralnimi vajami, pol je bilo pa treba 25. augusta pa v Orang pritisniti, tako da drugač dobro, ekipa velika, pozna se, da so pač tudi izkušeni že, tako da tudi z režiserjem je bilo delati super, veliko nam je novega pokazal, tako da dobro. Novincu pripadla ena od dveh nosilnih ali pa naslovnih vlog, kako si se ti soočal s tem novim izzivom? Vse skupaj izgleda tako, da v bistvu gre za en proces, ki sem ga jaz doživljal prvič. Začneš z nekimi bralnimi vajami, potem pa režiser vodi. Pustil nam je nekaj svobode, kar se mi je zdelo super. Ampak ja, zanimiva izkušnja in kaj ne rečem, upam, da je rezultat tudi na koncu dober, ampak to bojo pa sodili gledalci. Poleg navedenih pa v tokratnem davku na samce nastopajo še Andreja Homec, Jasmina Notar, Jaka Bernard, Klaudija Sršen-Gabrovec, Primož Šmit in Tomaž Krajnik. Na prvih 4 uprizoritvah se je zbralo okrog 1000 obiskovalcev, za ta vikend pa so napovedane še 3. Če bo le vreme naklonjeno, ste na Senico vabljeni še v petek, soboto in nedeljo vsakič ob 19. uri. Še vse do konca meseca oktobra bo v klubu Jedro na ogled likovna razstava z naslovom Odsevi izvora samostojne likovne ustvarjalke Mojce Pintar. Večini nam bolj znane kot učiteljice likovne umetnosti na osnovni šoli Medvode. Odprte razstave sredi meseca sta popestrili Lidija Pirc s svojo poezijo ter Helena Gabrielčič s petjem svetlobnega jezika, skratka povezava zvoka, besede ter slike v zaokroženo trojno izkustvo. Za izjavo smo se z avtorico razstave Mojco Pintar, samostojno likovno umetnico, namerno postavili pred sliko, ki morda bolj kot ostale priča o njenem navdihu, ki ga črpa iz rodnega Puštala in škofjeloških legend. Ena izmed njih priča o velikanih v reki Sori, ki jih sama vse do poplav leta 2023 ni zaznala, čeprav so bili ves čas prisotni in sestavni del njenega otroštva in mladosti. Takrat smo se pripravljali za eno razstavo in meni so se začele dogajati misli v glavi, kako in kaj. In enostavno je prišel aha moment, ko se je meni cela zgodba sestavila, kaj jaz sploh počnem. Skratka, ko sem jaz šla po poplavi gledati ta lepi kraj, pa te skale, sem naenkrat zagledala skale, ki ležijo in ki sem jih jaz ves čas ogledovala in občudovala. Skratka, reka Sora je odnesla vse veje, ves drevje in te 3 skale so se pokazale v reki Sori. Ogromne skale. Torej, mene navdihuje ta prostor, navdihujejo me skale, ki jih tudi upodabljam kot prispodobo, simbolika ženskega telesa je mati zemlja oziroma skala, ki v sebi nosi vsa vedenja, vsa znanja
in pa moški, ki jo objema in jo poljublja. Med njima je pa neka nit, neka linija, ki ponazarja to ogenj, ki ponazarja ogenj in navdih in neko čustvo. Hkrati je pa v tem kraju, ki mene navdihuje, to Hudičeva brv, kjer poteka zmajeva, ognjena zmajeva linija, ogenj je pa zopet nek navdih. Skratka, v teh slikah je ogromno neke simbolike. In to je to. Mojca Pintar je diplomirala iz likovne pedagogike pri profesorju Bojanu Kovačiču na Pedagoški fakulteti leta 2001. Po spletu naključja je postala učiteljica likovne umetnosti na osnovni šoli Medvode. Njeni učenci so v Medvoški knjižnici že večkrat razstavljali svoje dela in tudi sama je pred slabimi 6 leti prav tam pripravila svojo drugo večjo samostojno razstavo nasploh. Tokratna, tu v klubu Jedro, je torej 4. samostojna po vrsti in nosi naslov Odsevi izvora. Torej, prva razstava je imela naslov Arhaične podobe. Takrat jaz še nisem vedela, kaj slikam, zakaj to slikam. Me je pa vleklo raziskovala sem stare civilizacije in pravo zgodovino in nekako iz globine ven sem vlekla te ideje, kaj me zanima in sem intuitivno slikala. Naslednja razstava je bila pa v Medvoški knjižnici z naslovom Med nebom in zemljo. Tukaj je zgodba bila že bolj izčiščena. Potem pa tretja razstava je bila pa ob moji 50. obletnici, ki sem jo poimenovala Cel ta krog, ta O. Takrat sem dobila ta aha moment, kaj sploh slikam, to se pravi 28 let sem rabila, da sem dojela, kaj počnem in da se mi je zgodba sestavila. Že veste naslov naslednje 5. samostojne razstave? Ne, še ne. Bom kar se prepustila navdihu, ampak mislim, da bo zgodba še vedno se naslanjala na ta moj izvorni kraj Pušta ali te skale. In ta izvorna vprašanja vsakega človeka, ki se sprašuje, kaj vse? Torej, sprašujemo se, zakaj smo tukaj, od kje prihajamo in kam gremo. Skratka, Mojca Pintar preko slik predstavlja svojo zgodbo raziskovanja in zaznavanja sveta, ki skriva v sebi globine prvobitnega izvornega spomina. Navdihuje jo torej narava, posebni prostori, kjer v tišini uzreš in začutiš lepoto in posebno energijo. Slika predvsem v mešanih tehnikah akrila, oglja, lepila in peska. Tokrat pa se je predstavila z opusom del v akvarelni tehniki, kjer se ukvarja z odnosi med barvnimi ploskvami in v kombinaciji z linijami tvori organsko figuraliko. Predstavljena dela so nastajala v zadnjem obdobju dobrega pol leta. Lahko rečemo, v primerjavi s prvimi 3 razstavami je motivika podobna, tehnika pa nova. Res je, ja. Torej, ves čas me vleče v isto zgodbo, podobne motive upodabljam. Tehnika se je pa spremenila, ampak čisti iz praktičnih vidikov, ker nisem vedela, kam bi dajala platna v prodajo. Tudi ta stvar ne gre tako. In sem rekla, bom pa poskusila z akvarelom, ki mi je tudi všeč. In pa ni tako enostavno. Upam, da mi je uspel. Zakaj ni enostavno? Zaradi tega, ker ni možno popravljati ali kaj? Ja, res je. Ko ti enkrat barvo naneseš, moraš počakati, da se posuši in je postopek dolgotrajen, moraš biti potrpežljiv, paziti moraš, da se ti barve ne prelivajo, hkrati se ti listi vijugajo in mečkajo, tako da ni tako enostavno. Boštjan Soklič, umetnostni zgodovinar, je že pred leti samostojno likovno ustvarjalko Mojco Pintar označil za izstopajočo članico neformalnega združenja puštalskih likovnih ustvarjalcev, ki svoje likovne zamisli prepričljivo konkretizira, jih v sosledju umetniških sklopov vsebinsko formalno razširja in poglablja, ob tem pa brez sentimentalnosti izpostavlja svoje osebne občutja. Na tokratnem odprtju razstave v sožitju z besedo in zvokom. Danes na tem večeru ste gostili 2 znanki, prijateljici. Blizu so vam po čem? Ja, nekako smo se začutile ena drugo.
Lidija Pirc, ki piše poezijo, ima take močne, globoke, čustvene pesmi, ki so se mene osebno zelo dotaknile. Helena Gabrielčič pa ravno tako se pa ukvarja s petjem in poje v prajezikih, v svetlobnih jezikih in je zopet neka izvorna, globinska, starodavna modrost, bi rekla temu. Lidija Pirc je profesorica nemškega jezika, članica društva radiostezistov Ljubljana, ki se v prostem času med drugim ukvarja z jahanjem, pohodništvom, popotovanji, slikanjem in mikroskopiranjem. S pisanjem pesmi se je začela ukvarjati šele leta 2019, letos pa je šla njena prva pesniška zbirka Jagodno nebo. Za zaprtimi usti je resnica. Za zaprtimi očmi je zimzeleni vrt. Opusti vsako upanje, da ga lahko za hip ukrotiš. Lahko ga prirezuješ, oblikuješ, odzval se bo tvoji roki. Zazdelo se ti bo, da je začasno tvoj, kot je morje v zatišju. Helena Gabrielčič-Tomc je visokošolska učiteljica na Naravoslovno-tehnični fakulteti, profesorica na področju oblikovanja vsebin večplastnosti, vizualizaciji v računalniški grafiki, oblikovanju uporabniške izkušnje, kreativnih metodologij v oblikovanju digitalnih medijev in na študenta usmerjenih učnih pristopov. Svoj prosti čas poleg sprehodov, glasbe in sodobne umetnosti med drugim polni tudi s poslušanjem podcastov o osebni rasti in razvoju zavesti. Tokratni publiki se je predstavila s petjem svetlobnih dušnih jezikov in jezikov srca. Svoje ustvarjanje v petju, spontanem glasovnem izražanju, sliki in gibanju doživlja, tako pravi sama, kot najbolj naravno in spontano orodje za zavestno življenje, komunikacijo in povezanost z lastnim, najpristnejšim pitjem. Že drugič v letošnji sezoni so včeraj jesenske serenade gostovale v kulturnem domu v Medvodah. Četrte, torej zadnje letos, so prvič, odkar potekajo koncerti jesenskih serenad, za glavno nastopajočo imele pianistko. Več o tem prihodnjič. Tokrat pa o tretjem koncertu, ki je potekal teden dni prej v knjižnici. Nastopala pa sta glasbenika Nejc Merc na evfoniju in Matjaž Balažic na harmoniki. Z umetniško besedo je koncert dopolnil igralec Kristjan Koželj. Občina Medvode ima z Glasbeno mladino ljubljansko najdaljše sodelovanje pri organizaciji koncertov jesenskih serenad in letošnje so pri nas že 38. po vrsti. Vedno smo veseli, ko pride september in začnemo na polno, ker se selimo po celi Sloveniji, ampak Medvode so vsekakor ene izmed najbolj dragocenih soorganizatorjev, ker je v bistvu najdlje potekajo poleg Ljubljane in zato smo neizmerno hvaležni, da nam toliko let stojite ob strani in da se toliko let lahko vračamo k vam. Med gosti, ki so napolnili Medvoško knjižnico, je bil tokrat po dolgem času tudi umetniški vodja jesenskih serenad, tisti, ki izbira nastopajoče, ki nam lepšajo septembrske glasbene večere. Boris Renar, ki nam je malo več zaupal, kako se odloči o nastopajočih na jesenskih serenadah. Kar se tiče izbora, je to do neke mere enostaven proces, do neke mere pa relativno kompliciran. Zdaj, če se gremo najprej na tisti slabši del, komplicirani zaradi tega, ker so serenade v veliki meri sestavljene kot koncertni večeri brez klavirja. Vemo, da v komorni glasbi večinoma prevladujejo ansambli oziroma sestavi s klavirjem, jesenske serenade so pa brez klavirja. To je ena od tradicij, ki smo jo zdaj v 49. letu serenad prelomili in imamo v letošnjem letu tudi koncertni večer, kjer je klavir kot solistični inštrument zastopan. Seveda inštrumente s tipkami smo imeli tudi v preteklosti prisotne. Na drugi strani je pa izbor enostavno zaradi tega, ker, kot ste omenili, je Slovenija polna odličnih izvajalcev in vsako leto je pravzaprav treba samo odpreti skrinjo, zajeti in
Večinoma je proces angažiranja glasbenikov relativno preprost, saj so jesenske serenade dogodek, na katerem si večina glasbenikov želi nastopati. Nekoliko več logistike je potrebne pri organizaciji terminov, saj se koncerti selijo po 5 prizoriščih v mesecu dni in imajo nastopajoči kar nekaj vožnje in tudi različne prostore, v katerih nastopajo. V Medvodah glasbena mladina Ljubljanska odlično sodelujejo z javnim zavodom Sotočje, s katerim določijo najbolj primerne lokacije glede na to, kdo nastopa. Na zadnji v Medvodah imate kar nekaj prizorišč in zato je sigurno lažje kot kje drugje. Recimo v Ajdovščini, v Vipavskem križu imamo samo tisto grajsko klet, pa je včasih zanimivo, no, ampak tukaj pa vedno se najde za vsak instrument pravi prostor. Tako da do sedaj recimo Jaka Kljun, ki je igral, je bil blazno navdušen nad akustiko cerkve. Je rekel, da že dolgo ni igral v tako prijetno akustični dvorani. In tudi danes, kolikor sva slišali, kako se pa je vam zdel tale koncert? Absolutno je bil fajn in mislim, da knjižnica je zelo prijetno prizorišče tudi zaradi te povezave umetniške besede in glasbe, tako da upam, da tudi poslušalcem in pa knjižnici je v ponos imeti tak poseben koncert, no, ker ni le koncert, ampak je le sožitje umetniške in glasbene umetnosti. Možnost izbire lokacije v občini Medvode je torej ena od prednosti in ob uspešni izbiri dobrih občutkov po koncu koncerta glasbeniki ne skrivajo. Tokrat sta Evfonij Nejca Merca, uspešnega glasbenika, profesorja, ki sodeluje celo pri razvoju trobil, in harmonika Matjaža Balažica, ki nastopa kot solist in član različnih komornih sestavov, orkestrov in glasbenih skupin, zazvenela skupaj v ravno pravšnji akustiki Medvoške knjižnice. Presenetljivo dobro. Ko vstopi človek v prostor, se mogoče malo straši vseh teh knjig, ki znajo delovati kot en dober absorber ponavadi, ampak ja, ena do zdaj, kar smo igrala, smo imela od zelo suhih do v Ljubljani je bil zelo, bom rekel, taki glasen prostor, tu pa je bil en taki prijeten studijski zvok. Knjižnico Medvode je tokrat obiskalo toliko obiskovalcev, da so zasedli vse stole in potem uživali v koncertu 2 glasbenikov na 2 inštrumentih, ki sta zelo priljubljena, a njuna kombinacija v klasiki je precejšnja redkost. Kot smo slišali, imamo 2 inštrumenta, ki sta relativno zelo prisotna, bom rekel, v naši kulturi, se pravi Evfonij, oziroma če lahko rečemo tubo ali pa bas ali pa pompardon, kakor so temu včasih rekli, in pa harmoniko, inštrument splošnega veselja, ki je pri nas pravzaprav zelo močno zastopan v narodno-zabavni glasbi in tako naprej. Tako da se bi rekel, ni bilo kaj dosti za bat, kaj bo to predstavljalo, oziroma je kombinacija veliko manj eksotična, kakor se na začetku zdi. Po drugi strani sta pa mojstra izbrala spored, ki sta ga morala kar krepko, bom rekel, poiskati, nekako ukalupiti in najdeti eno dobro, pametno pot do tega, da seveda zadostite tistemu, kar serenadna publika najbolj želi, in po drugi strani, da seveda ohranita svojo umetniško potenco nedotaknjeno. To jima je tudi v popolnosti uspelo in producent jesenskih serenad je še enkrat več dokazal, da se da publiki ponuditi nekaj novega in svežega, obenem pa je za glasbenike to tudi izziv, ki se ga veselijo. Ta duet je nastal iz čisto enostavnega mota, zakaj pa ne? Ravno zaradi tega, ker je nekaj novega, je nekaj takega, ki še verjetno sploh ni bilo slišano, oziroma saj jaz in Matjaž še tega nismo nikoli slišala, in na pobudo glasbene mladine
smo enostavno se odločila za ta projekt in mislim, da je to kar dobro uspelo. To pomeni, da bomo mogla še ponoviti kaj v tem duo. Z oblikovanjem programa sta imela kar nekaj dela, saj sta morala izbrati skladbe pisane za druge inštrumentalne kombinacije in jih potem preigrati, da sta našla takšno, ki je bila primerna za njun duo. Ja, vse skladbe so v bistvu pisane za druge inštrumente in pa seveda za spremljavo klavirja ali orkestra. Tako da v bistvu težje delo je imel Matjaž, jaz sem najdel transkripcije napisane za inštrumente, za katere so pisane v moji legi. Matjaž je pa v bistvu imel malo več dela, da si je iz teh orkestrskih izvlečkov oziroma iz klavirskega parta potegnil tisto, kaj bo igral. Zato sta morala oba glasbenika za tokratne serenade imeti kar precej vaj. Dosti. Ampak največ vaje smo porabila za izbiro programa, čisto iskreno. Da smo videla, kaj pa še skupaj, katera kombinacija bo najbolj primerna. Glede na to pa, da smo tudi sodelavca na konzervatoriju, ni bil problem z samimi vajami. Namesto, da smo šla na kavico, smo se podobila učilnici in smo šla vaditi. Se pravi, harmonika, prav tako kot evfoni, je relativno mlad inštrument, sploh v klasičnih vodah. Smo vajeni, bom rekel, poševnica, prisiljeni se iz projekta v projekt adaptirati, sploh kar se tiče pri kombinacijah z drugimi inštrumentami, se pravi pri izbiri programa, čeprav v zadnje čase obstaja že kar nekaj nove literature za naš inštrument, ampak za to kombinacijo res zelo malo. Se pravi, smo primorani poseči po klavirskih partih in se spopasti z njimi. Izbrati pa sta morala tudi skladbe, kjer sta do izraza prišla oba inštrumenta, se med seboj povezala in pričarala edinstvene glasbene kombinacije. Nisva toliko gledala, kdo se bo bolj prilagajal, kot sva na prvi eni taki malo daljši bralni vaji preigrala malo več raznih skladb, samo neke izvlečke in ponavadi takoj slišiš, katera stvar funkcionira in katero mogoče boljše pustiti za kakšno drugo kombinacijo inštrumentov. Morebiti so glasbeniki glavne zvezde večerov, a bistvo jesenskih serenad je tudi povezano s prozo in poezijo. In če se glasbeniki vsako leto zamenjajo, so interpreti umetniške besede večinoma isti igralci. V knjižnici Medvode je kratko prozo Andreja Blatnika strastno in prepričljivo interpretiral igralec, bibliotekar in pesnik Kristijan Koželj, pred katerim je bila zahtevna naloga, da izbere literaturo, ki se bo povezala s koncertom Nejca Merca in Matjaža Balažica. Jaz sem predvsem probal dobiti čim več vtisa v tem, kakšne skladbe to sploh so. Videlo se je, da je spet en dost eklektičen program, da ni, ne vem, tako kot je bilo predlani, ko je bilo vse Mozart. To je super, imaš eno zgodovinsko obdobje, eno narativo glasbeno in tako naprej. Tukaj tega ni bilo, komadi so kratki, so iz različnih obdobij, različnih stilov in tako naprej. In potem sem iskal nek tekst slovenskega avtorja, seveda, ker poskušam primarno vedno izbirati slovenske avtorje za te serenade, ki bi nekako to raznovrstnost znal povezati. In glede na to, da je v Sloveniji iz meni neznanih razlogov žanr kratke zgodbe majčkeno zanemarjen, sem tokrat zajadral v Andreja Blatnika. V glasbeni Mladini ljubljanski pa se ob počasi iztekajočem se 49. ciklu serenad že ozirajo po prihodnjih, ko bodo obeležili že 50. jesenske serenade. O serenadah za 50. obletnico, seveda, oziroma za 50. serenade smo se že kar nekaj pogovarjali in naredili, recimo temu, ene vrste jagodni izbor. Zdaj dokončna oblika seveda še ni čisto izbrušena, ampak čaka nas seveda letom primerna serenada in jaz mislim, da je tukaj glasbena mladina ljubljanska s tem prestopa en zelo pomemben mejnik v tem, ko, bom rekel, svojih 60 plus let delovanja potem nadgrajuje tudi s serenadami, ki jih je utemeljil profesor Tomaž Lorenc. No, in kot rečeno, ja,
Jaz imam to veliko čast, da to v tem trenutku še peljem naprej in seveda upam, da se vidimo tudi prihodnje leto. Manjša prometna nesreča se je zgodila v Goričanah, povzročitelj pa je po dogodku pobegnil. Policisti so pobeglega voznika izsledili in ga seveda ustrezno kaznovali. Tudi na Gorenjski cesti v Medvodah se je zgodila manjša prometna nesreča. Oba udeleženca sta izpolnjevala pogoje za udeležbo v prometu, zato so policisti izdali obvestilo o odstopu od ogledane zgode. Še ena nesreča se je zgodila v krožišču na vrhu Medvoškega klanca. Povzročitelju, ki je odvzel prednost vozilu, ki je že bilo v krožišču, so po zaključku ogleda policisti izdali globo za storjeni prekršek. Občan je policistom naznanil tatvino delov iz vozila. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila. Raziskujejo pa tudi spletno prevaro, ki jo je prijavil drug občan. Medtem pa poizvedujejo tudi o lastniku pozabljene gotovine na bančnem avtomatu, ki jo je nekdo našel in prinesel na policijo. Za konec pa morda samo opozorilo. Dobili smo še 3. stacionarni radar. Nameščen je vrh Bergantovega klanca na Seničici. Previdno torej. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo. Prijeten večer še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjega tedna. Lep pozdrav!